Bravo, midva bi se pa pridružila krožku kreativnega razmišljanja. Prišla sta v Cirju Svitava. Tukaj se učijo učenci, ki potrebujejo za svoj razvoj več podpore, več pomoči. Izvolite. Kaj vi počnete tukaj? Tukaj se pa učimo razmišljati po metodi 6 klobukov razmišljanja. Kakšna metoda pa je to? To je metoda, ki jo je razvil dr. De Bono. On je bil zdravnik, kardiolog, doma iz Malte. In mi učimo naše učence, kako po njegovi metodi razmišljamo in uporabljamo več vrst razmišljanja. Kaj pa pomenijo te klobuki na mizi? Razmišljam o čustvih In kako se počutiš? in počutim se lepo in imam rad glasbo. Če si damo na glavo rdeči klobuk, se lahko pogovarjamo o čustvih. Imam bel klobuk in razmišljam informacije. Sedaj je tukaj v učilnici 15 ljudi. Ja, to je informacija. Naslednji klobuk je zeleni klobuk. Izvoli, lahko si ga daš na glavo. O čem pa sedaj ti razmišljaš? O novih idejah, O novih idejah. A imaš mogoče kakšno novo idejo zdaj? da bi naredili novo učilnico. Ker je ta premajhna, ne? Ja. Izvoli, Lauro, rumen klobuk. Ta govori o dobrih, pozitivnih stvareh. Dobro, pozitivna stvar je, da se danes družimo. Maša, izvoli modrega. Kaj pa pomeni moder klobuk? Povzame vse informacije, čustva, pravilne, pozitivne stvari in nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo. Da s pomočjo klobukov lahko razmišljamo o različnih stvareh. Tako je. A teh orodij razmišljanja je več? Ja, več jih je. Julijan, a bi ti povedal kaj več o njih? Ja, PNZ, pozitivno, negativno, zanimivo. UVD upoštevajo vse dejavnike, NCD nameni, cilji, dosežki, AMI alternative, možnosti izbire, SDR stališča drugih ljudi. To je pa kar veliko načinov razmišljanja. Z njimi razmišljamo in si pomagamo vsi. Urimo se v najrazličnejših situacijah in več kot vadimo, boljši smo. A ste za to, da naredimo eno vajo? To bo zdaj AMI. Poiščimo čim več različnih predmetov, ki so okrogle oblike, ploščati in dobrega okusa. Palačinke, Palačinke. polpeti, Polpeti, bravo. In ti, ja? Pica. In pica tudi. Piškoti? Torta. Aha, košček kumare. Potica. Potica. David, kaj pa ti? Sir. Sir. Nabrali smo veliko idej. Zakaj pa je fajn vaditi kreativno razmišljanje? Zaradi naših možganov, ki potrebujejo trening, da so lahko učinkoviti, uporabni in kreativni. David, katera naloga je pa tebi najbolj všeč? Meni je bila najbolj všeč PNŽ, ker mi pomaga takrat, ko berem knjigo, da jo bi bral, kako jo berem in take stvari. Zdaj bomo naredili vajo PNZ. Pozitivno, negativno in zanimivo. Naprimer, kaj bi bilo, če bi z avtobusom odstranili vse sedeže? Kaj je pozitivno pri tej ideji, potem kaj je negativno in za na konec še kakšno idejo, zakaj je to zanimivo. Da bi bilo več prostora. Da bi bilo več prostora v avtobusih. Da bi lahko bilo več prostora za prtljago. Točno, več prtljage bi lahko dali gor. Da bi se pogovarjali. Da bi se lahko pogovarjali, bravo. Kaj bi bilo negativno, če bi avtobusi ne imeli sedežev? Bi bilo manj varno. Manj varno, to je zelo povezano. Zdaj imamo pa še za razmišljati o tem, kaj bi bilo zanimivega. Jaz povem. Povej. Bomo se sedli na tle, se bo ležali na tleh. Bravo, bi lahko ležali na tleh, ja. Bi lahko počivali. Počivali, ne, ko bi ležali na tleh, bi počivali.